Malo naravnih katastrof je v znanstveni in drugi javnosti sprožilo toliko debat kot eksplozija v Tunguski, pretežno nenaseljenem območju Sibirije 30. junija leta 1908. Takrat je, po pripovedovanju očividcev, na jasnem nebu zasvetilo še eno sonce, potem pa je zagrmelo in velikanski veter je podiral drevesa in lesene hiše. Na srečo se je eksplozija zgodila na zelo redko naseljenem območju in razen nekega nesrečnega rejca jelenov ni znano, da bi kdo v njej umrl. Eksplozijo so zaznali vsi takratni seizmometri na svetu in udarni val je kar 7-krat obkrožil zemljo, preden je potihnil. Naslednjih nekaj dni so iz Evrope in Azije poročali o svetlikanju na nočnem nebu. Ponekod je bila svetloba tako močna, da so lahko brez bliskavke naredili fotografije tudi po noči. Ker je območje zelo daleč od Moskve, pa tudi zaradi takrat nerazvitega transporta in prometnih povezav, ter zaradi Prve svetovne vojne in revolucije, ki so sledili v naslednjih letih, so oblasti na območje prvo znanstveno odpravo poslale šele več kot desetletje kasneje, leta 1921. Vendar so tudi takrat raziskovalci našli še zelo vidne sledove uničenja. Ocenili so, da je eksplozija porušila okoli 80 milijonov dreves na področju velikem 2000 km², približno toliko kot Gorenjska. Šele leta 1927 pa so ugotovili, da ima eksplozija epicenter in takrat je vodja odprave, geolog Leonid Kulik, prvič postavil domnevo, da bi eksplozijo lahko povzročil meteor. Ker pa niso našli kraterja, so znanstveniki prišli do zaključka, da je nebesno telo eksplodiralo v zraku. Danes se znanstveniki skoraj brez izjeme strinjajo, da je bil za eksplozijo kriv meteor ali serija meteorjev, ki so eksplodirali na višini od 5 do 10 km. Danes tudi menijo, da je meteor, če je bil eden, meril v premeru okoli 100 metrov in razpadel na manjše, kar bi lahko pojasnilo serijo eksplozij. Odprava iz leta 2013 pa je na območju našla kamnine, katerih izvor bi lahko bil nezemeljski. Tistega leta je namreč prav tako nad ruskim Čeljebinskom eksplodiral meteor, eksplozija pa je takrat imela moč, ki bi jo lahko primerjali z eksplozijo 20 ali 30 atomskih bomb, kakršna je eksplodirala nad Hirošimo. In prav eksplozija nad Čeljebinskom je spodbudila ponovno zanimanje za tisto iz leta 1908. Če nič drugega, pa je najpomembnejša stvar, ki smo se jo lahko naučili iz eksplozij v Tunguski in Čeljebinsku, da lahko veliki predmeti iz vesolja redno zadevajo naš planet in da ne moramo spati pri miru. Če bi se Zemlja 30. junija 1908 v času eksplozije zavrtela samo še za četrt obrata, oziroma če bi meteor priletel do Zemlje 6 ur kasneje, bi se eksplozija zgodila nad Sankt Petersburgom in posledice bi v tem primeru zagotovo bile veliko bolj dramatične in tragične. Zgodbe odkrito.si